Stranka socialnih demokratov je kmalu po novem letu naslovila peticijo, da bi na Osankarici na pogorišču doma vzpostavili center šolskih in obšolskih dejavnosti. Več o tej pobudi nam je povedal prvopodpisani pod peticijo Tin Kampl. Mi smo s to pobudo začeli že leta 2019, takrat tudi občina z povabilom oziroma z predlogom to naslovila na samo ministrstvo in takrat so se neki postopki začeli smo se pogovarjati o tej zadevi, prišlo je tudi nekega neformalnega sestanka med takratnim ministrom za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernejem Pikalom in pa županom občine Slovenska Bistrica, dr. Ivanom Žagarjem. Zakaj letos? Če pogledamo nazaj, je podrtija oziroma pogorišče, ki je za nami, zadeva, ki ne more biti nikomor v ponos. Ne nam kot občanom in občankam, ne občini in praktično nikomor. In žalostno je, ko se sprehajamo mimo in gledamo to podrtijo oziroma pogorišče. 8. januar smo izbrali povsem simbolično na nek način ob obeležitvi padca Pohorskega bataljona, ko se množice ljudi, pohodnikov iz cele Slovenije vsako leto tukaj zberejo, gredo položiti vence padlim borcem, se jim posvetiti, hkrati pa tudi proslavijo oziroma vidijo pomembnost tega okoliša in ob letošnjem dnevu, letošnjem 8. januarju, so vsi žalostno pogledovali po pogorišču in zato se nam je zdel primeren trenutek, presečišče nekih dogodkov, da takrat začnemo z našo peticijo. Kakšen je zaenkrat odziv na to peticijo? Koliko podpisov ste že zbrali? Na samo peticijo je zelo dober odziv. Tudi strani ljudi, s katerimi smo se takrat 8. januarja pogovarjali tukaj pred samim domom, so zadevo podprli. Zato se na tej točki zahvaljujem praktično vsakemu posamezniku in posameznici, ki je že prispevalo svoj podpis. Danes nas je teh že več kot 200 in verjamem, da se bo v prihodnjih tednih ta številka še povečala. Ste v zadnjem času bili kaj v kontaktu z lastnikom doma in imate morda že kakšen odziv občine in države? Mi sami z lastnikom ne nameravamo v tej fazi kontaktirati, zato tudi nimamo pristojnosti, da bi to počeli. Seveda smo odprti za pogovore. Naša pobuda je naslovljena na občino in pa na Vlado Republike Slovenije, da oni v okviru svojih pristojnosti to začnejo urejati in tudi pristopijo do lastnika in pa do ostalih institucij, ki so v tem okviru pomembne. Mi strani občine nekatere odzive imamo, podpirajo oziroma so naklonjeni ideji, da se sama zadeva uredi. Kot rečeno, nikomor ne more biti v ponos in zato tudi občina, hvala lepa, zahvala na njeni strani in pa tudi z naše strani do njih, da se je zavzela oziroma namerava to področje tudi urejati. Kaj pa strani ministrstva? Ne, strani ministrstva nismo prejeli nobenih odzivov. In kakšno je stališče občine Slovenska Bistrica do te peticije? Leta 2019, ko je bil pristojni minister bil gospod Pikalo, torej iz stranke socialdemokratov, takrat smo mi to pobudo naslovili na ministrstvo oziroma na pristojne službe. No, tudi pobudnika sta imela takrat pomembne pozicije v vladni garnituri, vendar takrat neke posebne naklonjenosti temu projektu in tej naši pobudi ni bilo. Tako da, če bi takrat, oziroma če bi resno mislili s tem, potem bi lahko danes pravzaprav že ta center obšolskih dejavnosti deloval. Zdaj, kar pa zadeva trenutno situacijo, kar se tiče tega doma na Osankarici, je treba zelo jasno povedati, da je tisti del, kjer je bil dom, je v privatni lasti. Zdaj, pogovori ves čas tudi sicer potekajo, mi pa smo pristopili k pripravljanju dokumentacije. Treba bo tudi lastniške odnose zelo jasno opredeliti, ker je težava v tem, da se je ta muzejski del zajedal v sam dom. Smo pa mi v proračunu za letošnje leto določena sredstva za obnovo muzejskega dela tudi načrtovali. In namen je, oziroma osnovna naloga občine je seveda urediti ta muzejski del. Je pa res, da bo potrebno seveda urediti vse postopke speljati, vso ustrezno dokumentacijo. Videli pa bomo, kako se bodo odvile
torej, kako se bodo odvile razmere z samo to lastnino, bo prišlo do prodaje, ali bo tam nekdo pač želel postaviti na nov dom, ne, tudi o takih iniciativah se sliši. Če pa seveda bi bilo možno, ne, tudi, da bi doživel center šolske dejavnosti, ne, je pa tudi to ena od opcij, ne, vendar takrat mora pač država zelo jasno k temu pristopiti, ne, kot sem že povedal. Ti isti pobudniki, ne, so imeli takrat priložnost, da bi stvari lahko speljali, pa pač takrat žal nismo. Nekaj pogovorov z lastnikom je bilo, ne, zdaj jaz vam nekaj informacije prihaja, da se vam pogovarja tudi z nekimi drugimi potencialnimi kupci. Jaz upam, da se bodo te stvari čim prej razpletle, da bomo lahko pač čim prej torej izpeljali, uredili v končni fazi to lokacijo. In pa, tako sem že omenil, ne, zdaj prvo in to, kar smo mi zavezani, je obnova muzeja, ne. Je pa seveda res, da če bi nekdo tam prišel tudi kot potencialni investitor, da bi lahko pa, da bi seveda nekako normalno se te relacije postavile, bi lahko te stvari tudi zelo hitro stekle, ne. Zdaj, veste, če tudi v preteklosti, ne, zdaj, če bi imeli, mi vemo, da so bile tam vedno težave z temi najemniki, ne, zdaj, če bi imeli tam čisto normalno dom, ki normalno deluje, ne, potem ni nimenega razloga, da bi karkoli drugega pravzaprav tam načrtovali, ne. Seveda, ob ureditvi muzeja, da se razume, ne. Ker pač so bile ves čas tudi te težave z najemniki, se iz tega naslova tudi ta naša pobuda takrat se pač naslovila na ministrstvo, ne.